Euforijo v pričakovanju naslednje evropske preizkušnje je zaznati povsod po Mariboru in okolici, toda vijoličaste slačilnice ni zajela. Ekipa nadaljuje s svojimi aktivnostmi po predvidenem programu in kljub lovu na vstopnice, ki traja na prodajnih mestih, ne prehiteva dogodkov. V nedeljo je bila v ospredju le Mura in obračun edinih preostalih slovenskih predstavnikov v evropskih pokalih v letošnji sezoni. Nevihta pred tekmo je bržčas nekoliko zmanjšala obisk, toda dvoboj moštev, ki uspešno zastopata slovenski nogomet na evropskem prizorišču, je minil ob prijetni kolisi s tribun. In čeprav je bila mariborska začetna enajsterica nekoliko premešana, se to ni poznalo, ne v igri, ne v rezultatu. To sigurno hrabri, pomeni, da so fantje pripravljeni v vsakem trenutku in na njih je potrebno računati. Zelo sem vesel tega, da so odigrali kot celota dobro. Pravo posebnost je pomenilo spoznanje, da sta zadela oba napadalca, Nikola Komazec in Alen Ploj, ki pa sta prvič skupaj začela tekmo. Vesel sem, jasno, zaradi napadalcev, to se je točno videlo danes v trenutku, ko sta zadela, potem sta po igrišču letela in to je njihova hrana in naj bo tudi v bodoče tako. Uvod v pestro pozno nedeljsko nogometno popoldne je pomenila grožnja z Murine strani, a je Potokar pravočasno posredoval v kazenskem prostoru pred Horvatom. Pot do novih točk je mariborska enajsterica začela tlakovati iz prostega strela. Izvajal ga je Komazec, z roba kazenskega prostora dobro nameril in vratar Drakovič je imel kar nekaj težav. Kratko je uspel potisniti žogo v prečko, odkoder pa se je odbila čez gol. Po kotu pa gol, vendar razveljavljen zaradi ofsajda. Podal je Mertel, s spretnim odzivom Ploj spravil žogo mimo vratarja, a je bil v prepovedanem položaju. Tudi v dežju so gledalci spremljali dinamično predstavo. Gostitelji so svoj upe temeljili na tem, da bi kaj več iztržili v začetnem delu dvoboja. Po podaji Fajiča je uspel priti do zaključka Horvat, ki pa ni bil dovolj natančen. Horvat je sodeloval tudi v naslednji akciji, ki je ob posredovanju Mertlja povzročila nekaj razburjenja med domačimi navijači, toda sodnik Čeferin je odločno pokazal, da se igra nadaljuje z žogo v mariborski posesti. Nato pa prevlada na igrišču ekipe v rumeni opremi, med zaporednimi poskusi potrjena z vodilnim golom. Trenutke, ki bodo privedli do mariborskega veselja, je napovedala selitev igre pred domači kazenski prostor. Z desne strani je poslal predložek Mejač, Mezga z glavo proti desnemu kotu, vratar Drakovič je odbil kot. Mreža se je zatresla prav po polovici igre v prvem polčasu, tokrat je bil v vlogi podajalca z desne strani Dodlek. Ploj v skoku ni uspel zadeti žoge za udarec proti golu, jo pa je spravil do Trajkovskega, ki je pritekel iz ozadja, po njegovem zaključku obramba Drakoviča in kot. Kot številka 3, kot ki je prinesel gol. Podal je Mezga, Vidovič pa žogo spretno z glavo usmeril v mrežo. Domači vratar nekaj časa ni imel možnosti za predah, spet je bil na preizkušnji po udarcu Črnica. Med obdobjem napadov gostujočega moštva velja izpostaviti še poskus Mertlja z desne strani, ko je žoga švignila mimo vseh igralcev, vratarja in mimo desne vratnice. Zadnjo akcijo pred odmorom pa so izpeljali nogometaši Mure. Po predložku Buzeti je z desne strani do udarca z glavo Fajič. Pridigar pa je potrdil zbranost in v slačilnico se je odšlo 0:1. Po vrnitvi pa že po 4 minutah 0:2. Žoga še drugič v Murini mreži, strelec pa Alen Ploj, prvič v tej sezoni in drugič v karieri. V prvem delu učinkovite akcije je polovico naloge opravil Črnic. Po posredovanju vratarja Drakoviča žoga v vratnico odbila se je do Ploja, ki je spretno zaključil in poskrbel za novo veselje na delu tribun z mariborskimi navijači.
Ekipa, ki je ne vidimo pogosto skupaj na igrišču, je odlično opravila nalogo. Ja, mislim, da tu ni dobenih razlik, vsi se dobro ujamemo, razumemo, tako da to je res super. Je po tekmi poudaril pomen zdravega kolektiva Alen Ploj, 20-letni napadalec in novinec Nikola Komazec bosta Fazanarijo pomnila po učinkovitem skupnem debiju. Vesel sem za njega in za sebe, predvsem pa sem vesel, da smo zmagali. Razigrani izbranci Darka Milaniča se pri tem niso ustavili, uprizorili so še nekaj všečnih akcij. Ob novi obetavni situaciji v domačem kazenskem prostoru je bil v glavni vlogi Mejač v 2 poskusih, a so domači branilci uspeli odpraviti nevarnost. Zelo aktiven je bil Črnic, znova je iskal pot do mreže, Drakovič pa je odbil kot. Nikola Komazec je ogrožal Murina vrata na različne načine, še enkrat iz prostega strela. Potem pa dočakal svoj gol in se kot nov obraz upisal na seznam strelcev. Prvi gol za NK Maribor je dosegel v svojem drugem uradnem nastopu. Med kombinatorno akcijo Vidovič do Trajkovskega ta je spravil žogo do Cvijanoviča, ki je le 2 minuti pred tem vstopil v igro. Dovolj za asistenco. Komazec je z glavo spretno nameril čez vratarja v desni zgornji kot za 0:3. Pa, jako sam srećan, očekivao sam ove utakmice, sad će mi biti malo lakše da skinem taj teret. Moja druga utakmica, prvi gol. Idemo dalje, nema šta. Bitno je da smo mi danas pobedili, a sad ja da ću dati gol, neću, to toliko nije ni bitno. Na Alen Ploj, dobili smo šansu, Tavarez i Berić su odmarali za sredu i eto, iskoristili smo obojica šansu, jako sam srećan zbog obojice i samim tim konkurencija u napadu je veća i super. Pri tem sicer ni ostalo, saj so uspeli zadeti tudi gostitelji, ko se je v kazenskem prostoru žoga odbila do Fajiča, ki jo je uspel poslati čez Predigarja v mrežo. Med zaključnimi poskusi je še Fajič po preigravanju v kazenskem prostoru obležal na tleh, a ni dočakal 11-metrovke. Ostalo je pri 1:3 in zasluženi zmagi Maribora. In zdaj je tudi uradno dovoljeno razmišljati o sredi, o novem spektaklu v Ljudskem vrtu, ko se bo šlo za prvo poglavje boja za play-off Lige prvakov. Vstopnice so še na razpolago, bodo pa tribune imele izjemno podobo, o tem ni več dvoma.